Kaj sem jaz naredila? Wow, okej. To je ono, ko si starega telefona še ne izklopiš in dobiš 15 sporočil vsakič, ko ti kdo kaj piše. V glavnem, jaz sem si včeraj kupila iPhone 10X, I don't know. Jaz sem si dejansko napisala cel scenarij za tale video, ker imam veliko za povedati, ker ja. Jaz sem imela, odkar sem imela prvi smart telefon, sem imela vedno Androida in moj prvi Samsung Galaxy S2 sem ga dobila leta 2011, se mi zdi. It was shit back then, ampak še vedno sem imela neko mnenje, da je Android veliko boljši kot iOS, I don't know why. Probably zato, ker takrat je bilo. Pozorno sem narediti intro. Nekateri me že poznate, moje ime je Kaja Solo, če pa me še ne poznate, se pa naročite. Ja. Kako je težko tukaj sedeti. Wow, first world problems. Ok. Kakor sem rekla, jaz sem vedno oboževala Android in vedno sem govorila, da jaz pa že nikoli ne bom imela iPhona, ker to je ful preveč drago in zakaj bi in pač ble. Ja. Ampak pol sem si lani zaradi dela, zaradi YouTubea in zaradi tega, ker ne rabim računalnika za igrce, sem si kupila MacBook Pro 2016. In hitro je postal to moj mali baby in pač zdaj ga ful obožujem in sploh ne vem, kaj bi jaz brez tega računalnika, ker je amazing. Kmalu sem prišla do problema, zato... Shut up. In ja, ful imaš enega dela, če hočeš ti povezati Android z MacBookom in si prenašaš datoteke stalno prek Driva, prek Dropboxa, prek vseh teh nekih tretjih aplikacij, ko pač bi bilo ful fajn, če bi lahko to šlo vse direktno, a ne, pač a ni to ful lažje. Poleg tega, da je začel tale moj dragi Huawei zelo štekati. Ja, da vam povem na hitro, kaj je ta dragi telefon delal. Recimo, zadnjič sem šla v Zagreb in itak, da ko nekam greš, hočeš imeti ene par dobrih fotk za na Instagram, pa se malo pofotkaš, malo zatežiš fotru, da te mečkem fotka, you know, the usual. No, in pač sem naredila eno fotko in je telefon zaštekal in se ugasnil in je pisala, da ima 0% baterije. Ja. Preden rečete, da bi ga mogla prvo nesti na popravilo, dejansko sem ga imela zavarovanega, tako da sem plačevala 6 € na mesec zavarovanja in ko sem prišla tja, sem bila tak, popravite mi telefon, because I pay for that shit. In so mi rekli, da je še neki 150 € za to plačati. Raj si nov telefon kupim, realno. No, in sem šla lepo na A1 in here we are now. No, in sem šla tja in sem se odločala. Prva odločitev, pomembna odločitev, ki sem jo mogla narediti, je, a si vzamem 64 GB iPhone, a si vzamem 256 GB iPhone. Zato, ker marsikdo reče, da je 64 GB ful premalo. Ampak jaz sem šla preveriti, koliko imam kaj na tem na telefonu in sem ugotovila, da imam vsega skupaj noter 32 GB na telefonu, 32 GB imam kartico in v bistvu od tega sem imela porabljenih glih ene 20 GB in sem bila tak, zakaj bi rabila toliko velik telefon, ker je fucking dražji and I'm broke. Teda sem vzela pa 64, teda če se slučajno odločate glede tega, vam zdaj povem, da če res nimate nekih dolgih filmov, I guess, ali pa 4K, ne vem, zakaj bi vzeli 256, ker je a lot of money. Torej, na A1 zdaj plačujem 24 mesecev, itak na obroke 44 €, kar mi zaenkrat še čisto znese, tako da ni mi toliko veliko predrago. In naj vam rečem, da zaenkrat je cool in ne obžalujem in dvomim, da bom, ker tudi za MacBooka sem dala veliko denarja, pa sploh ne obžalujem, cause I love it. So yeah, pa itak, takoj ko sem ga vzela v roke, sem tak, ovitek rabim. Jaz sem si kupila ovitek in tale ovitek je res gorgeous. Bil je tudi nekje 12 € in mislim, da sem dala, ovitek sem dala dejansko prej gor na telefon, ko pa sem ga sploh vklopila. Če se mi pa tole razbije, kill me. Mislim, da bi se zjokala. Prvo naj kar naredim eno primerjavo z tem mojim Huaweijem. Če jo takole pogledamo, badva imate za ozadje Leonardota.
Oba sta trenutno v vitkih in ful jo nočem v njemat, ampak ju bom. Tale vitek je drugač z, mislim, da z AliExpressa in je tak ful dirt in ja, that's what she said. Pa tole imam gor, ko sem imela tudi podobno kot tole, ampak sem pa imela v bistvu sam magnetek gor, zato da je bilo v avtu gor na tistem magnetu, teda to je v bistvu useless. Dejansko sem ga, mislim, da brez vitka držala v rokah samo 3 sekunde, zato ker si ga res nisem upala, ker je tak sluzast. Evo ju, takle izgledata oba dva telefona. Če bi se ti nehal pržigat. Ne gledam te. Zdaj, itak je tale ful taka kopija starega iPhona. Ampak zdaj je pa že kar dosti razlika. Pač, saj tale je že tudi ful lep. Moram reči, da mi je vizualno telefonček, sploh v zadnji, amazing. Ampak itak ga ne moreš takle ven nositi, ker se ti takoj razbije, ker pač tudi moj je že mečken razbit. In itak paš pol skozi vitek gor, tako da, ja, mislim, da bi mogli začeti delati mečken bolj zdržljive telefone, preden začnejo delati dizajnerske telefone, ker to sranje je ful preveč drago, da ga pač spustiš na tla in se kar zlomi. O ja, lučka za Face ID, gledajo me. Hi FBI or Apple, hi Steve. That was lame. Nekaj se pržigat. V glavnem, nekaj ni neki večji, mičken da je mečken širši sploh zaradi tele kamere, ko ima tekle ven. Zdaj, ko si ga tako gledam, je ful seksi. Wow. Še en funny story. Jaz sem si ful želela črnega in 64 giga. In jaz prijem v trgovino in mi on reče, ja, imamo sam še enega in jaz si takoj prosim, naj bo črn 64, prosim, ker ne bom to plačala za njega, pa nočem imeti srebrnega, I swear, please. In je bil tale in smo tak, yep, I'm buying it. Če ne bi bil, ga vredno ne bi. Glavno tekle zgledata na zunaj, wow, zdaj bi pa lahko nehala s tem mahati okoli in ju dala oba dva nazaj v vitke, ker ju nočem razbiti. Plop, dajmo to noter. And there we have it. Prva stvar, ko se verjetno sprašujete, je headphone jack. Am I gonna miss it? Realno, jaz ga ne bom. Zato, ker tega sem v bistvu uporabljala sam za v avto in dejansko sem se zdaj odločila, da bom tega imela v avtu in bom imela gor v bistvu sam musko. To sem se zdaj odločila, zato ker pač tega ne moram povedati z avtom, ker pač še nimamo Bluetootha v avtu. Jaz kadarkoli poslušam musko prek slušalke, večinoma poslušam sam prek MacBooka, kadar sem doma za mizo in delam. Drugač ne, tako da ne bom neki ful pogrešala. Maš pa itak dobiš zraven one slušalke, ko imajo tole lukno in realno ne bo tak velik problem. Pa ne bom si kupila brezžičnih slušalk, zato ker nimam dosti denarja, okej? Pa še eno vprašanje je verjetno, kako da fakt sem se ga navadila. Ker jaz sem ful mislila, da bo trajalo, da se ga bom navadila, zato ker je res čist drugačen sistem itak. Ampak lani, ko sem si kupila Maca in sem šla z Windowsov na Mac, sploh ni bilo tako težko. V 5 minutah sem se čist navadila, edino afno sem iskala pol ure, pač. Ampak sej kadarkoli nečesa ne najdeš, pač uporabiš Google, a ni pač to jasno in sploh ni tak problem. Ali pa koga vprašaš, ko se na to spozna. Jaz se ponavadi na novih telefonih ful ne morem navaditi na tipkovnico. Recimo, Kosta ima Huawei P10 in jaz se na njegovo tipkovnico sploh ne morem navaditi. Ni mi jasno, ker je skoraj isti telefon, dejansko screen size izkoristi. A ja, tudi tega nisem pokazala. Screen size, kljub temu, da sta oba dva isto velika, je še vedno na temne ful večji. Logično. V glavnem, ne morem se navaditi, ampak na temole, takoj sem začela pisati in sploh nimam nobenih problemov. Mogoče se kdaj pa kaj zatipkam, pa autocorrect sem mogla izklopiti, ampak ni težko. Najbolj mi je všeč, ker je vse tak smooth in koliko je povezan z Macom. Takoj, ko sem ga povezala, mislim, jaz sem imela v 3 sekundah vso musko gor, ker mi je bilo prej ful strah, da bo trajalo 3 dni, da sem vse gor presnela, ampak takoj je bila gor. It was awesome. Pa tudi zvonjenje sem si že naštimala svoje. It's not that hard. Sam pogooglaš, pa najdeš. Pa že to mi je bilo ful fajn. Jaz ful lažje pišem na računalnik, ko pa na telefon. In sem itak si scenarij za tale video napisala na računalnik. In se mi je direkt kopiralo v novce, oziroma direkt je bilo gor napisano. I was like, wow, to je ful hitro in tak prej bi mogla si pošiljati na mail ali pa na Dropbox ali pa ne vem kaj vse in. Ampak it's
so simple. Še ena funkcija, ko jo ima iPhone X, ko vas verjetno zanima, je Face ID, ki je po moje ena najboljših pogruntavščin. Vklopi se tek v sekundi, se je podobno, ko pa pač fingerprint. Še vedno je ta tudi dosti hiter, če dam zdaj prst gor, je ful hiter in tudi tega ma pač edino poswipaš. In to je to. In basically te takoj zazna. Jaz se ful rada zdaj špilam s tem, koliko dejansko lahko naredim face, da ga odklene in pač to ne deluje. Ja, to deluje. To tudi deluje. To pa ne deluje. In skozi to delam, ker je pač how far can you go? Pa itak, tista fucking emoji, oziroma se sploh ne vem, kako se tistmu reče. Jaz to tako obožujem. Samo malo, da vam pokažem, ker še dejansko ne znam snemati na tem telefonu, tako da brb. No, evo, zdaj bom stestirala tole. Oh my god. Pač a ni awesome. Look at this, it's so cute. In vse so, prva je tale. Tale robotek, po moje meni, ne vem, ni mi jih toliko všeč. Ta je moj najljubši. Pa tale, ta je tudi tak full favorite. Če veste ta reference, lajkajte ta video. Kaket, that's me. To je Shane Dawson. Hey, what's up you guys? Yes. Everybody was kung fu fighting. It's gonna be Easter soon, if you know what I mean. Oh no, ne morem žigati. Haha! Pa ta je tudi ful dober. Zato, ker je pač tak donkey iz Shreka. Ta se ful dober smeji. To je v bistvu stvar, ki me je prodala s tem telefonom, I swear. Ja, zdaj smo se mečkem pozabavali, ampak nadaljujemo z videem. Zadnja točka, a jaz priporočam ta telefon. Jaz sem ga vzela zaradi tega, ker mi ful olajša delo, zato ker se ful lažje poveže z Macom, zato ker pač predvsem zaradi tega, ker kadar grem na potovanje, nisem glih najbolj navdušena nad tem, da moram vzeti kamero, računalnik, 15 polnilcem, ker se bo itak nekaj spraznalo. Pač to moram itak še vedno, ampak. Z iPhone imam ful enih funkcij za Instagram za objavljati, kar sem prej vse delala s tole kamero in z Lightroomom na računalniku, tako da bom lahko zdaj mečken hitreje delala vse to že na telefonom kar direktno, kar je ful plus. Ful sem opazila, ful lažje odgovarja na komentarje na YouTubeu, zato ker aplikacija za Android, za YouTube, kaj je že, YouTube Studio, ful šteka na Androidu, ne vem, a sam men ali vsem, ampak tek 100 let traja, da sploh odpre in da lahko jaz odgovarjam na komentarje, ampak tule pa tak hiter, da wow, pač I'm surprised in loving it. Tako da bom kamor šla v London čist brez računalnika. Ja, living the life. Tudi ta problem je, zato ker tale telefon je bil ful nezanesljiv, kakor sem prele povedala, sem imela ful enih problemov z baterijo. Zdaj, ni čist 100%, da s temle ne bo isto, ampak pravijo, da je mičken bolj zanesljiv, pa kakor imam Maca, je tudi... Zdajle ga imam 1 leto in nisem imela nobenega problema z njim, še enkrat mi ni zaštekel. Pač, največja razlika je v tem, da Android ima toliko enih telefonov in težko je slediti vsem in vsem devati update, da vsi delajo brezhibno, kar je pač čist razumljivo, ampak iOS je pač to rešil s tem, da ima tiste 2-3 telefone na leto in te 3 telefone zna vzdrževati, medtem ko Android jih mora delati za Samsung, za Huawei, za Nokio, za vse v glavnem. In ja, to je po moja teorija, zakaj je iOS veliko bolj zanesljiv kot pa Android, ker pač vse ima smisel, a ne? Pa ja, dejansko me je že po enem dnevu ful razvadil tale telefon, res sem se ga ful hitro navadila, ful je vse smooth, to sem verjetno že 100krat povedala v tem videu, ampak obožujem ga in res po moje težko iti še kadarkoli nazaj na Android, ker že zdaj bom popizdila s temle, ko ga včasih malo še pogledam. Isto Mac, ne moram več nazaj na Windowse, razvadiš se v glavnem, čisto realno povedano. Dosti jeba, zato ker je še vedno iPhone veliko dražji. You get what you pay for.
Ja, pa definitivno si ga nisem kupila zaradi znamke, zaradi jabke ali pa kaj takega, ampak sem si ga kupila zaradi tega, ker je meni bolj uporaben. Zato, ker bo moje delo veliko bolj učinkovito in veliko hitrejše, tako da pač, če imate take potrebe, si ga prvošite, ker se po moje splača. Za na konec mi dajte še vaše mnenje, kaj je vam boljše, Android ali iOS, kaj imate kaj izkušnje, ker me res ful zanima. Au, lase imam v učki. In zelo se veselim... Hej! Zelo se veselim vaših komentarjev, tudi on se. Če vam je bil tale video všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj. Naj komentar tedna, oziroma zadnjih 3 dni, ker pač ne objavljam samo enkrat na teden, jaz sploh ne znam govoriti, je tale. Najlepša vam hvala vsem, ko mi sledite, ko me komentirate. Če me slučajno še ne sledite, me sledite še na Instagramu, na Snapchatu in pa na Facebooku. Pa še preverite moj Patreon in pa moj PO Box, če z mi boste slučajno kdaj kaj poslali, ker bi rada naredila malo unboxing moje pošte, kar bi bilo ful zanimivo. In se tudi tega ful veselim. Zdaj, come on, končaj video. Se vidimo naslednjič, fajn se imejte, čau!